Radio SI Main Stage. Tako, žal je z nami ena izmed zmagovalcev Standouts 2025. Omenila si tudi album Noči v Ljubljani. Ja. Ponosna, seveda. Seveda. Trajalo je, seveda nekaj koščkov je bilo potrebno dati v mozaik. Ne? Ja, kar velik, kar enih 10 mesecev. Začeli smo januarja, recimo končali zdaj oktobra, zdaj pa še vsa mal te promocija, social media objavlja, tako se tudi zdaj še začne, no. Ni še konc, je bila zelo lepa izkušnja, ampak zato tu stoji neverjetno dobra ekipa, no. Mladih, talentiranih, ljudi, ki jim lahko rečem tudi kolegi zdaj, tako da res ena lepa pot. Koliko se je na koncu zbralo komadov, recimo, na albumu? 11. V bistvu vmes na albumu so tako malo zanimivo še taki kratki intermeci. To se mi zdi zelo dobro, če je, no. Ampak ja, 11. S tem, da v bistvu Sonce sije, če je bila biti in sam zdaj so že prej izdani, tako da 8, no. Novih koškov za Noči v Ljubljani. Pospremljenih seveda tudi z videospoti že do zdaj, ne? Ja, tako je, ja, zdaj za Sonce sije je videospot, za če je bila biti nek visualizer. Zdaj bom pa tako malo videla, kaj se bo tudi, čisto iskreno, kar se bo primlo v publiki, pa bom mogoče pol se odločila, a bom kak spot posnela za kak komad ali ne, ker sem se nekako čez leta naučila, da rajši več damo produkcijo, rajši damo band, ke pa bo spot. Tako nekako, čeprav jaz neverjetno rada spote snimam, to je meni, vsi pravijo, ja, zdaj se ne splača več spotov snemati, noben to ne gleda, mislim, mene to ne zanima, jaz bom snemala spote, ker mi je fajn, ampak tako, no, moraš pa tudi nek financ za to imeti, pa si znati razporediti vse, pa včasih, no, tudi ne gre, ne more nič čez zid, tako da, ja, bo pa definitivno nekaj. No, da malce zapiljeva še, preden greš na tonsko vajo. Band, si rekla, da si zdaj skupaj zbrala? Ja, tako je, ja. V bistvu Sonce sije, pa tisto, kar smo snemali pri vas na RTV-ju, kjer komad bo pač predstavljen danes, sanjala skupaj sva, smo snemali v bistvu z eno to je bila ista zasedba, ampak fantje določeni žal zaradi drugih obveznosti niso mogli priti na ta koncert in ne na vaje. Tako da ja, smo taka zanimiva koroška, štajerska, ljubljanska mešanica, zelo veliko mojih kolegov, ki se že od prej poznamo, na primer trobenta, Filip Dihpol, z njim smo shodila hupo glasbeno šolo, smo danes rekla zjutraj, ja, si kdaj mislil, da bomo skupaj glasbeno hodila, pa zdaj pač smo na špilu skupaj. Potem Nate Švajgar, se tudi odprej poznama, kitara. Demetej Gradišnik, je isto Korošc. Se v bistvu nismo se prej osebno poznala, ampak smo vedela za drugega, ker je Koroška tako mala. Potem imamo Nino Fleischmana iz Ljubljane, on je na saksofonu, Gašper Drev na basu, štajerska, in pa potem Martin Vogorin, klaviature, tudi štajerska. In jaz vokal, Korošica, tako da smo taka zanimiva mešanica in zelo fajn ekipa, no. Smo se že na prvi vaji, se mi zdi, da fajn ujeli, kar se mi zdi, da kar hitro vidiš, se veliko presmejimo skupaj, to mi je zelo važno, tako da pa fanti so petak ful talentirani, no. Pa, tako da, ja, smo se fajn zbrali skupaj, sem vesela, da so danes tu z mano. No in zdaj te bomo kaj malo tudi pustili, da si glasbeno nastavite. Pred tem seveda še z moje strani tudi pohvala na glasbenem izboru Marka Breclja, si redko kdo kdaj zaželi, tako da hvalim, ne? Ja, to je pa zame najboljši slovenski komad vseh časov. Definitivno, zelo velika fanica sem. Še dan se spomnim večera, ko mi je prijateljica ta komad. Žurali smo ga nekim, pa smo šli k meni in je rekla, nekaj ti moram pokazati. In jaz sem tam 4 minute bila sam primer in sem bila, wow, to je pa res mojstrovina, no. No, nasploh recimo tudi plošča Koktel, ki jo je glasbeno podložil sam mojster Adamič, ne, pač ni. Imam vinilko doma. Ni naključje, ne. Sem dobila za rojstni dan. Dobro. Hvala, Žan, za enkrat. Ja, hvala vam. Dobro glasbeno nastavljene in se čez dobre pol ure ponovno slišimo. Super, se vidimo.
Radio SI. 20 časti pripadla tebi, ali pa si bila prva izmed vseh najbolj pripravljena na koncert, kakorkoli, lepo pozdravljena. Ja, hvala za povabilo. Kako se je začelo pri tebi z glasbo? No, da začneva na začetku. A čist na začetku? Ja. Koliko se spomniš, seveda? A koliko se spomnim? Jaz sem pri 3 letih vedela, da bom pela, da bom pevka. To definitivno, to mi je najbolj zgoden spomin na otroštvo, glasba. Pol se je pa začelo tako, glasbena šola, 6 let sem igrala klavir, zdaj sem učila nižjo glasbeno šolo. Pol sem itak skozi nekaj pela, nastopala v osnovni šoli, hodila tudi na solo petje. Pol pa nekako sem prišla v gimnazijo, pa ne vem, je to nekako izginilo, da bi se javno izpostavljala, še vedno sem pela. Ja, potem sem pa prišla v Ljubljano študirati primerjalno književnost, takrat spoznala svojega prvega fanta, v bistvu, ki je bil zelo v muziki in mi je veliko dal, tudi on me kaj naučil, tako da ja, potem se je pa nekako začela moja samostojna pot. Vmes si našla ta ritem, ne? Ritem je v tvoji muziki tisti steber, ne? Malce ga gruva, ne? V vsakem primeru. Nimam rada z 11 komadov, po domače rečeno, rada imam, da ima dinamiko, da se ne naveličam jaz poslušati, da se poslušalec ne naveliča poslušati. Dejstvo pa je, ja, da mogoče je to tudi glasba, v kateri sem odraščala. Moj oči je zelo velik fan, glasbeni fan, in ko sem bila mala, se spomnim, da sem trkala mu na vrata, ker ima on so to freštekerijo zvočnikov, ful dobro, v hiši, da naj da bolj na glas, ker se moram jaz, na glas, ja, bolj na tiho, da se moram jaz učiti, in to je bila dobra muzika. Mislim, to je bil jazz, to je bila kubanska muzika, country, res, no, tako res raznovrsten spekter, no, tako da to je tudi glasba, v kateri sem odraščala. In želela si postati tudi avtorica, ne? Glasba pri tebi je avtorska reč, ne? Res je. To je pa v bistvu bolj prišlo s potoma, ko sem se nekako malo bolj spoznala s tem, da na začetku moraš biti za zelo veliko stvari sam. Tako da v bistvu na začetku je moj producer, ki je tudi še zdaj, Simon Mahorič, je v bistvu mi on delal podlage, jaz sem pol sam besedilo. Zdaj v bistvu pa zadnjo leto pa kar doma že jaz kaj naklikam, pol grem do njega, naredima popravke, te bolj neke tehnične zadeve in ja, in neizmerno uživam v tem. To ne znam si predstavljati, da jaz vsak dan nekaj naklikam. Sam pa pač itak ful nič ne nastane, včasih se sploh kaj več ne spomnim, ampak ja, zanimivo mi je sestavljati, no, različne elemente skupaj, pol nazadnje vidiš, kaj pride ven. Danes v času digitalnih pripomočkov, če temu rečemo, je seveda tudi lažje. Ja, definitivno, ja. Ko v bistvu ujameš to neko inspiracijo, da si vsaj začrtaš to neko skico. Točno to, ja. Tako da, ja, definitivno je lažje. Imaš tudi programe, kjer imaš pač sample in pol pač posemplaš to in je, čeprav odkar sem začela z bandom delati, bi sam z bandom naprej še, kar tudi po mojem, kar je moj cilj v bližnji prihodnosti, ampak ja, to so pol tudi malo finance v igri, ampak neizmerno, no, uživam na tak ali pa na drugačen način. Band je pa večji izziv, no, pri bandu mi pa bolj specifično za Sonce sije, je bil pa tu, ki je bil odgovoren za vse to, Jure Tamše, no. Tako da on je slišal v bistvu moj demo, ki je bil naklikan, pol je pa on rekel, kaj pa če bi zdaj mi to s celim bandom, in ja, je pol tako nastalo in je bila edina prava odločitev. No dobro, preden si privoščimo glasbeni premor, še na začetek, kot sva začela tudi z razpisom, slišala si in si rekla, to je priložnost, prijavila se bom ali kako? Ja, v bistvu je bilo tako, jaz sem za vas razpis že v preteklosti vedela, nisem pa časovno vedela, kdaj je. Potem me je pa prijateljica v bistvu klicala. Ona me je klicala, da je slišala za ta razpis, da naj pogledam in da naj se prijavim. In jaz pogledam, takrat sem v bistvu ravno začela delati bolj intenzivno na albumu in sem imela 3 pesmi že pripravljene, nisem vedela, kjer naj pošljem in potem jaz pošljem domov očiju, kjera ti misliš, da bi bila najboljša, in ja, je rekel, če bila bi ti, tako da je bila tudi to še ena prava odločitev.
Da moraš včasih prepustiti mogoče nekomu drugemu, ko veš, da pač mu lahko zaupaš, ker sam težko presodiš, ko toliko poslušaš. Tako da, ja, je bila zelo lepa izkušnja, no. Dobro, in seveda prav si se odločila, kajti bila si ena izmed zmagovalk oziroma zmagovalcev, če rečemo skupno. Prva glasbena želja je Ray, ki je trenutno zelo hot, ne? Če temu tako rečemo, airplaya zelo veliko. Si predstavljam, da te recimo tale skladba spravi na noge, ne? Ja, definitivno. Ja, jaz sem jo že prej spremljala, no? Ko še ni bila toliko znana. Ampak zdaj je boom, no? Ona je imela tudi zelo težko to zgodbo, da je v bistvu prišla do te samostojne kariere. Tako da mi je tudi mi je nek vzor, no? Bom rekla tudi glasbeno in v bistvu tako, kako biti vztrajen in da ne smeš obupati. Radio SI Main Stage. Tako, žal je z nami ena izmed zmagovalcev Standouts 2025. Omenila si tudi album Noči v Ljubljani. Ponosna, seveda. Seveda. Trajalo je, seveda nekaj koščkov je bilo potrebno dati v mozaik, ne? Ja, kar veliko, kar enih 10 mesecev. Začeli smo januarja, recimo končali zdaj oktobra, zdaj pa še vsa mal te promocija, social media objavlja, tako se tudi zdaj še začne, no. Ni še konc. Je bila zelo lepa izkušnja, ampak zato tudi stoji neverjetno dobra ekipa, no. Mladih, talentiranih ljudi, ki jim lahko rečem tudi kolegi zdaj, tako da res ena lepa pot. Koliko se je na koncu zbralo komadov recimo na albumu? 11. V bistvu vmes na albumu so tako malo zanimivo še taki kratki intermeci. To se mi zdi zelo dobro, če je, no. Ampak ja, 11. S tem, da v bistvu Sonce sije, če je bila biti in sam zdaj so že prej izdani, tako da 8, no. Novih koškov za Noči v Ljubljani. Pospremljenih seveda tudi z videospoti že do zdaj, ne? Ja, tako je. Ja, zdaj za Sonce sije je videospot, za če je bila biti nek visualizer. Zdaj bom pa tako malo videla, kaj se bo tudi, čisto iskreno, kar se bo primlo v publiki. Pa bom mogoče pol se odločila, a bom kak spot posnela za kak komad ali ne. Ker sem se nekako čez leta naučila, da rajši več damo produkcijo, rajši damo band, ke pa bo spot. Tako nekako, čeprav jaz neverjetno rada spote snimam, to je meni, vsi pravijo, ja, zdaj se ne splača več spotov snemati, noben to ne gleda. Mislim, mene to ne zanima, jaz bom snemala spote, ker mi je fajn, ampak tako, no, moraš pa tudi nek financ za to imeti, pa si znati razporediti vse, pa včasih, no, tudi ne gre, ne more nič čez zid, tako da, ja, bo pa definitivno nekaj. No, da malce zapiljeva še, preden greš na tonsko vajo. Band, si rekla, da si zdaj skupaj zbrala? Ja, tako je, ja. V bistvu Sonce sije, pa tisto, kar smo snemali pri vas na RTV-ju, kjer komad bo pač predstavljen danes, sanjala skupaj sva, smo snemali v bistvu z eno to je bila ista zasedba, ampak fantje določeni žal zaradi drugih obveznosti niso mogli priti na ta koncert in ne na vaje. Tako da ja, smo taka zanimiva koroška, štajerska, ljubljanska mešanica, zelo veliko mojih kolegov, ki se že od prej poznamo, naprimer trobenta, Filip Dihpol, z njim smo shodila hupo glasbeno šolo, smo danes rekla zjutraj, ja, si kdaj mislil, da bomo skupaj glasbeno hodila, pa zdaj pač smo na špilu skupaj. Potem Nate Švajgar, se tudi od prej poznama, kitara. Demetej Gradišnik, je isto Korošc. V bistvu nismo se prej osebno poznala, ampak smo vedela za drugega, ker je Koroška tako mala. Potem imamo Nino Fleischmana iz Ljubljane, on je na saksofonu, Gašper Drev na basu, štajerska, in pa potem Martin Vogrin, klaviature, tudi štajerska. In jaz vokal, Korošica, tako da smo taka zanimiva mešanica in zelo fajn ekipa, no. Smo se že na prvi vaji, se mi zdi, da fajn ujeli, kar se mi zdi, da kar hiter vidiš, se veliko presmejimo skupaj, to mi je zelo važno, tako da pa fanti so petak ful talentirani, no. Pa
Tako da, ja, smo se fajn zbrali, skupaj sem vesela, da so danes tu z mano. No in zdaj te bomo kaj malo tudi pustili, da se glasbeno nastavite. Predtem seveda še z moje strani tudi pohvala na glasbenem izboru Marka Breclja, si redko kdo kdaj zaželi, tako da hvalim. Ne? Ja, to je pa za me najboljši slovenski komad vseh časov. Definitivno, zelo velika fanica sem. Še dan se spomnim večera, ko mi je prijatelj za ta komad. Žurali smo ga nekim, pa smo šli k meni in je rekla, nekaj ti moram pokazati. In jaz sem tam 4 minute bila sam primer in sem bila, wow, to je pa res mojstrovina, no. No, nasploh recimo tudi plošča Koktel, ki jo je glasbeno podložil sam mojster Adamič, ne, pač ni. Imam vinilko doma. Ni naključje, ne. Sem dobila za rojstni dan. Dobro. Hvala Ža za enkrat, Ja, hvala vam. dobro glasbeno nastavljene in se čez dobre pol ure ponovno slišimo. Super, se vidimo. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Neža Ža ponovno z nami v studiu. Zdaj je zvok nastavljen. Zvok je nastavljen, ja. Ja, super je. Fajn, meni se zdi, da bo fajn, da bo zabavno. Tako da ja, se že veselim. Samo včasih, ko kak komad zapojem v živo, sem polno, kakšne linije sem tam postavila, pa da jih moram pol zapeti zdaj v živo. Sej gre, sam snuno, ampak zakaj mi je bilo tega treba? Ampak ja, se veselim, no. No, zdaj koncerti z video prenosom oziroma radijskim prenosom brez publike so seveda drugačni. Ja. Kako se recimo, bom rekel, kot pevka zdaj lotevaš tega, ne? Tam so kamere, ali si ti zmeraj predstavljaš, da je tam neka publika, da je kdo tebi ljub, ali kako recimo padeš noter v nastop? Ja, meni je to vedno ful stresno. Mogoče se ne zdi, pa se zelo rada izpostavljam, ampak meni je to... Mene je bolj polno, kako zgledam, a sem v redu, a vse štima, tako, ko mora biti. To mi predstavlja v bistvu večji stres dejansko, ko pa da moram jaz odpet. Definitivno, jaz zdaj, ne mi se ponovadi zamislim samo eno točko. Če je publika, se zamislim v eno točko. Zdaj, ko pa ni publike danes, moram pa reči, da je malo čudno občutek, ne bom lagala, ampak meni se zdi, da bo vseeno nekako šlo, da si bom po mojem malo namislila neko publiko, ali pa po mojem bom tako, v komu sem napisala komad, bo pred mojimi očmi in pol bom to, po mojem nekaj takega, pol bom še bolj žmahnula, zapela, nekaj takega. Kaj pa v samem formiranju, recimo, ko se še iščeš glasbeno in to, tudi kakšni nastopi doma pred ogledalom, najbrž recimo, da dobiš nek občutek, tudi te reči so bile? Specifično za ta nastop tega nisem delala, je pa res, da smo pač posneli vaje, no. Vaje smo posneli, tako da tam je malo, ampak tam je bil ful mali plac, kjer smo imeli vaje. Ne vem, zakaj zelo nerada gledam v kamero, ko se snema. To me je tako rajši iz profila, po mojem neko varovalo. Tako da nisem kaj tako samega performansa, no, čist vadila. Kaj pa potem sam ustvarjalni proces pri tebi? Bolj zjutraj, popoldan, zvečer, kakorkoli se izide? Po mojem zvečer. Zato so noči v Ljubljani. No. Mislim, album ima iz več razlogov tak naslov, ampak definitivno je to, da najbolj produktivna sem nekako po noči. Pa to zdaj ne, da sem po koncu do 3-4 zjutraj, imam kar dober ustaljen ritem spanca, moram reči, zadnje cajte. Ampak nekako, zelo mi pa še zdaj, ko so krajši dnevi, ker lažje ustvarjam, nekot najdem bolj inspiracijo. Tako da, ampak ja, v studio grem pa ponovadi dopoldne, kakor pač ima producent čas, ali popoldne, nikoli pa ful ne ob nekih ful poznih urah, no. Tako da imam neko tudi razdeljeno, da imam te pozne ure, če imam, ker itak že skozi tak nek tempo, da se sej malo podružim s prijatelji, ali pa da sem doma, da sem preprosto sam doma. Ampak če te zdaj vprašam recimo z druge perspektive, koncerte, ki si jih ti kot poslušalka obiskovala, se pravi glasbenica ali glasbenik ali zasedb, ki so ti bili ljubi, kar celi recimo koncertni oder ali okolje bi bilo recimo tudi na podlagi dosedanjih izkušenj, ker si sama bila tudi zate mogoče izziv, pa rečeš, veš, tam bi pa res rada špilala recimo. Ja, ali se na oder postavi? Ja, mislim,
zdaj, če gremo čist po stopničkah, gremo tako po stopničkah, ne morem zdaj kaj reči stožica, ne, mislim, to je tako po mojem je sanje vsakega glasbenika, tega ne morem reči zdaj. Ampak tako zdaj zaprl kak Kino Šiška, to se mi zdi, da bi zelo fino se izpeljalo. To mi je prvo ali pa na Ljubljanskem gradu, Jazz Cafe Club, meni se zdi, da se reče. To, zdaj prvo neke take intimne, valjda pa prvo, Hala Tivoli, Križanke in tako, valjda. Tako, no, to, po vrsti lepo. Ja, marsikateri glasbenik je recimo izpostavil veliko teh odrov, ki si jih omenila, da gre tudi za to, ker imajo ti odri oziroma ti prostori neko svojo kliko, ki pride na koncert ne glede na to, kdo izvaja kakršenkoli koncert. Se pravi, imaš možnost pridobiti nove poslušalce, se komu predstaviti. Res je, ja. Nekaj moramo zdaj, po novem letu bo definitivno kak špil. Mislim, če bo slučajno kaj zdaj prišlo čudežno, padlo z neba itak, da bo že prej, bi mi bilo idealno, da bi bil prej, ampak nekako časovno vse usklajevati ni šlo, tako da bomo potem bolj po novem letu zaštartali tako z resno predstavitvijo albuma z bendom. Ne vem kje, tako da bomo videli, kako se bojo stvari šle, pa kako se bomo dogovorili. No, prej smo že omenila, glasba je seveda osnovna dejavnost, videospoti si dejala, jih nekako tudi šteješ z nekim namenom, potem pa seveda k promociji, predstavitvi, da rečeva, kako tvoja glasba lahko doseže potencialne poslušalce. Danes je potrebno biti marljiv, ne? Tudi so pretočne vsebine, so neke socialna omrežja, ne? Kako se potem tega lotiti, ne? To je zmeraj seveda najprej na tebi zdaj, ali poiščeš pomoč ali kakorkoli, recimo. Mislim, meni je to ful stres. Meni social media ful stresam. Jaz ful ne rada objavljam, pa se mogo zdim, da rada objavljam, ampak to nočem. Meni se ni fajn izpostavljati, pa tam snemati. Hej, dobro jutro, za zajtrk sem jedla to pa to, pač ne, sorry, to nisem jaz, tega jaz ne bom počela. Tudi ta TikTok zdaj nekaj malo probam, ampak to je meni, ko sama sebe gledam toliko cringe, da sem samo nažalost moramo biti svoji PR-ji, svoj marketing, stvari so se obrnale tako, pač muka je, ampak mislim za to, da so me enkrat sanje živeti od muske, bom pač mogla to požreti, pa to nekako sfurati in se, izpostaviti, tudi na tak nek mal drugačen način. Ampak dobro, ne se gledamo v prihodnost in če si zadamo cilje, jih lahko tudi dosežemo. Povej mi, koliko si se kaj spogledovala recimo z ustvarjanjem tudi v tujih jezikih? Mislim, tako vse za foro napišem kaj v angleščini. Tako, za foro. Definitivno bi probala v bližnji prihodnosti. Jaz mislim, jaz bi tako itak bi se zelo rada podala tudi pač mal, ta balkanski trg, ampak je, ne vem, ne zdi se mi spoštljivo, ker ne govorim tega jezika, nimam korenin in se mi ne zdi spoštljivo do jezika, ker ga tam popačiš kot ti, in ne bi zvenelo tako zelo dobro, si jaz mislim, bi pa recimo ustvarjala za balkanski trg v smeri te, da bi pisala komade za njih. To bi pa z največjim veseljem, ker mi tudi jezik mi je v bistvu zelo všeč, pa tak spevan. Tako da pol se pa tu nekako pri jezikih konča. Nemško ne znam, špansko, mislim nemško malo neki, špansko tudi ne. Tako da, ampak meni se zdi, da bo primarno kar slovenščina moj jezik, ker se mi zdi res lep jezik, študiram jezik v bistvu na faksu. Ta neka veličina dvojine, ko jo imamo, ko jo lahko uporabiš v komadih, v besedilih. Res mogoče težek jezik zapisati, ker je tako oster, ampak bo to moj primarni, definitivno, bom pa še kaj seveda v angleščini tudi probala v prihodnosti. To se pravi, kot si nekako že sama načela, se vidiš tudi kot avtorica, ne nujno samo kot izvajalka. Definitivno se vidim tudi kot avtorica. Ne vem, kako imamo to sploh v slovenščini izraz, za songwriter. Definitivno to mi je ful mi je veselje delati, ker imam zdaj tudi veliko nekaj komadov, valjda tudi na album ni prišlo, in jih imam tam.
shranjene na disku, ne vem, a bom jih izdala, ne, mi zdaj niso več všeč in bi jih definitivno rada prodala naprej. Mislim, prodala, hotel reči, podala in posledično prodala. Sej, razumljivo. Ja, tako da. Dobro, glasbeni primor si bova privoščila Nina Simone, I Put a Spell on You, tale je prišla z kakšnih večernih seans ali kako? Pa ne, v bistvu fora je, da en prvi moj večji, ne vem, enkrat, da to je prva pesem, kjer osnovno jaz res začutila, ko sem bila še v osnovni šoli, da pa je to, kar je, pa se res jo želim ukvarjati in s njo takrat, smo imeli, nisem takrat pela Feeling Good s njo takrat pela, ampak mi je ta boljša. In ja, ne vem, Nina Simone je meni top, no, pač te in Ella Fitzgerald, te so mi, to je nekako, kar jaz poslušam. Brezčasje, ne? Brezčasje. Dobro, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Tako, Radio Si Main Stage, Neža Jamnik, Rebernik, Ža, ena izmed zmagovalc Standouts 2025, če smo tako začeli, bomo s to istočnico nekako tudi zapeljali vse skupaj v današnji koncert. Kaj bomo slišali? Slišali boste 8 komadov iz mojega albuma, od tega jih nekaj že poznate, Če bila bi ti, Sonce sije in pa Sam zdaj, te so vam že poznane. Koncert bo obarvan z različnimi emocijami, bo tako veselo, žalostno, ampak ne prežalostno, bo ritem, bo funk in jaz mislim, no, da bojo poslušalci, vsaj upam, uživali in me nekako spoznali še, no, ko bom lahko živo odpela svoje komade. Vse to se nahaja, kot sem že omenila, tudi pa dobro, da še enkrat spomniva, na albumu Noči v Ljubljani. Ja. Album je digitalno dosegljiv, tudi v fizični obliki ali kako? Zaenkrat je digitalno samo na vseh streaming platformah in na YouTubu. Imam pa v mislih, no, da bi plošče, nekaj smo se že dogovarjali, tako da po mojem, po novem letu, vse bo po novem letu, da bojo tudi plošče, no, zelo bi rada sej neki par vinilk izdala, pa po mojem tudi CD-je kake, ampak to pa res malo, no, ker se mi zdi po mojem, če so vinilke zdaj po tolikih letih prišle spet v modo, ma ziher boj CD-ji spet čez kakih 10 let prišli v modo, tako da, ja, to je. Neža, hvala lepa za obisk. Hvala vam za povabilo. Želimo dober špil, verjamemo, da bo. Ja, hvala. In seveda, naj bo po novem letu vse boljše, ne, ko si že tolikokrat nekako danes omenila in seveda inspiracije zagotovo tudi ne bo zmanjkalo, tako da uspešno. Ne, to pa je nikoli, ne. Uspešno pot še naprej. Ja, najlepša hvala. Lep dan. Radio SI Main Stage.